Spoštovani, spoštovane, dragi soavtorji oziroma glavni soavtor in soavtorice razstave, dobrodošli na Veseli dan kulture. Kot najbrž veste, danes slovenska kultura praznuje ta praznik, ki ni državni praznik, ampak je vseeno praznik, ki naj nam daje eno tako začetno veselje v decembru, veselje, da bomo počasi na koncu leta, za tiste, ki si želimo, da smo na koncu leta, in seveda tudi nam daje eno moč pri tem našem delu, kajti ta Veseli dan kulture slavi rojstni dan Franceta Prešerna, slavi pa seveda tudi to raznolikost, ki jo kulturne ustanove, kulturni ustvarjalci, društva, nevladne organizacije ponujajo vsem vam, ki pridete. Razstava, ki jo danes odpiramo in odpiramo dopoldne, je en tak izjemen medmuzejski projekt 7 muzejev trenutno. Mi smo dodani in smo hvaležni, da smo prišli v ta muzejski krog in da bo naš mali auditorij nekaj časa tudi neke vrste igralnica. Del igralnice je tako samo z očmi, z občudovanjem, na drug način, del igralnice pa seveda je tudi tak, da se resnično lahko poigrate. Ampak o tem bo več govoril David Kožuh. Mi smo pa predvsem zelo veseli, da imamo danes naše sosede, da vi naši sosedi, tako Glasbena šola Brežice, zborček, ki deluje pod okriljem Glasbene šole Brežice in ga vodi Mihaela Komočar-Gorše. David Kožuh iz Goriškega muzeja, ki se je letos zelo nadeval, ni še konec, mogoče boš tudi kaj takega povedal, ampak sem vesela, da si na ta Veseli dan kulture, pa na drugem koncu Slovenije, na drugi meji, tako da upam, da se boš malo tudi spočil danes. Predvsem pa seveda je njegova naloga, dolžnost in privilegij na nek način, da nam predstavi to našo medmuzejsko razstavo. Prosim, David. Hvala in dobro dan vsem skupaj. Torej, razstava Igre moje mladosti, ki jo tukaj odpiramo, je svojo pot začela v Solkanu, se pravi na Goriškem. Tam je kot častna razstava imela v bistvu dva ključna poudarka. Eno je participativnost, torej da čim več sodelujočih vključimo, in druga da dostopnost. In to dvoje ohranjamo tudi vseh v bistvu dosedanjih gostovanjih in o participativnosti priča sodelovanje
otrok pri odprtju, dostopnost pa tukaj za mano, seveda z eno igro, ki je prilagojena tudi za slepe in slabovidne in tipnimi škatlami, kjer lahko samo z roko ugotavljamo, katere igrače oziroma materiali so v teh škatlah. No in sama razstava je že od prve postaje v Postojni prerasla tisto klasično gostovanje. Gre namreč, kot smo že slišali, za medmuzejsko razstavo, ki se spreminja skupaj s prostorom, ki nas gostuje. In temu v bistvu prilagajamo tudi količino igrač, ki jih v vsakokratni razstavi postavimo v vitrini. Tako da nikoli ni bila enaka. In od leta 2020 smo obiskali Notranjski muzej, Postojni, Pokrajinski muzej v Kopru, muzej Radovljiške občine, smo bili v Kropi, muzej Velenje, lani v Muzeju narodne osvoboditve Maribor, no in zdaj smo tu v Brežicah. Letos moram še posebej pohvaliti našo oblikovalko Andrejo Čepič iz Studia Buče, ker je z nami od vsega začetka od prvega gostovanja, ohranja razstava svojo vizualno podobo in letos je bila že na pol kustodinja z nami, ker že ve točno kam kaj spada. Tako da je skupaj z Almo in z mano in z Boštjanom tudi potem postavljena. Kot vsakič smo tudi tokrat dali poudarek zgodbam igrač, te v bistvu so v predprostoru. In za to razstavo je v bistvu značilno, da igrače na razstavi spregovorijo in nagovorijo. S tem poudarjamo, da imajo igrače zgodbe, ki so lahko močnejše od zgodb nekih drugih muzejskih predmetov, so nosilke spomina, družinskih dogodivščin in marsikdaj tudi kakšnih žalostnih trenutkov, ki so se zgodili nekdanjim lastnikom teh igračev pa njihovim bližnjim. Vse obiskovalce, tudi vse vas, ki ste prisotni, spodbujamo, da takšne igrače in z njimi povezane zgodbe delite z muzeji, se pravi domačini delite s Posavskim muzejem Brežice, če le bi seveda navezanost na te igrače še vedno premočna in da se jim nočete odreči. Tako da en tak poziv, da lahko sodelujete z muzejem, ker te zgodbe teh igrač so res nekaj posebnega. No, razstava je lahko za tiste starejše tudi malce nostalgična, prej sem že videl, da ste se nekateri pogovarjali o tem, da nekaj takega pa ste že imeli ali pa videli. Tisti, ki pa prihajajo sem z otroki ali pa z vnuki, recimo lahko na nek način odvodijo sami po tej razstavi njihove najmlajše. S tem v bistvu, s to razstavo se ne povezujemo samo muzeje, ampak tudi kustosi pedagogi. V nekaterih muzejih pač, nažalost, kustosi pedagogi nimajo priložnosti, da bi postavljali ali osnovali razstave. Večinoma so predani pedagoškemu programu in vodenim ogledom. No, in tukaj se vsako leto povežemo še pri kreiranju družabne igre. In ta družabna igra spremlja razstavo tudi od prvega gostovanja. Tudi letos imamo novo igro s kartami. In sicer je to muzejska verzija tiste klasične igre Vojna. Kar se pa tiče same razstave oziroma samega koncepta, pa mogoče po tem uradnem delu vas na hitro pa na dolgo popeljem po posameznih vitrinah, da vam razložim, kaj je na razstavi in česa ni na razstavi. Hvala lepa in želim vam nek igriv pogled in da se vsaj za trenutek spet spravite v otroške čevlje. Odlična ponudba, da takoj po tem uradnem delu že imamo prvo vodstvo. Vi pa ste se eno imenovala vse avtorje in sicer imamo poleg Davida še Tino Poljšak iz Notranjskega muzeja Postojna, potem je tukaj z nami Tjaša Miklavčič iz Pokrajinskega muzeja Koper, Saša Farjančič in Gloria Ana Lupus sta iz muzejev Radovljiške občine. Potem je tukaj z nami tudi Alma Javornik iz muzeja Velenje. Iz Muzeja narodne osvoboditve Maribor sta pri razstavi sodelovali Andreja Bielan in Uroš Dokl. Potem še pri nas Boštjan Kolar ter sodelavki, ki nista več v muzejih. To sta pa Tanja Milharčič in Jerneja Jelovčan Kosel. Tako da mi dva z Boštjanom imamo zdaj to nalogo, da se zahvalimo tistim, ki so tukaj, Boštjan, ki so vadili. Boštjan vam pa lahko tudi pokaže te karte, ki so že tukaj.
Tako da bomo to še pustili, pa potem, če bi si kdo zelo želel in da se bo res igral, je lahko tudi dobil, da je posebna ponudba. Ja. In ker je ta veseli dan kulture, potem pa seveda, ja, prosim, Boštjana, se zahvali, noter niso karte, pa tudi nekaj malega iz našega muzeja, v zahvalo za to sodelovanje. In pa seveda z nami, to sem pa pozabila, to pa res ni v redu, Andreja Čepič, imenovana iz Buče, ne? Buče. Aha, pardon, napisano je Bučke, pa s tem, ja, Buče, okej. Mednarodno, ne? Najlepša hvala vam. Zdaj pa bomo zaključili ta del z pesmico, vi pa dobite danes karte in bomo čakali, da nam boste povedali, kako ste se igrali. Mi boste prišli nekaj zagotovo, ne? Razstava bo tukaj odprta oziroma na voljo do konca marca, tako da bomo kar razstavili še nekakšne razstavne programe. Kot je pa rekel že David, bomo pa zelo veseli, da se pridete kar igrati. Občasne razstave so pri nas tudi brez stopnine, tako da lahko pridete kadarkoli, večkrat pripeljate, uživate, tudi kaj pokomentirate, tudi nam kaj napišete, ali da prinesejo. Jaz si rekel, da ni nujno, če lahko samo posodijo, recimo. Ampak naša igrača, ki je meni zelo ljuba, da Boštjan tudi ni imel veliko besede, čeprav je soavtor, je pa tista punčka v vhodu, ki vas lepo pozdravlja. To je ena prvih stvari, ki smo jih mi naredili, ko sem jaz prišla v ta muzej. Smo uredili tisto omaro pred Viteško dvorano in takrat je kolegica dr. Ivanka Počkar rekla, da ima eno krasno punčko in nas je pozdravljala kar nekaj let. Zdaj se je pa lepo vrnila spet na javno funkcijo, se pravi spet nas pozdravlja, tako da tista je bila moja želja, evo tako. Samo vplivala kot direktorca, ne? Ni lepo, ampak to pač je, ne?